Pozdravljeni. Ste tudi vi opazili, da je poletje na plažah videti dosti drugače kot včasih? Včasih je bilo videti veliko žensk zgoraj brez in so bile v bistvu običajen del poletja. Na koncu marsikatere plaže pa je stal napis FKK, ponovadi napisan kar na skalo, in vsi smo vedeli, kaj ta prostor pomeni, in smo se večinoma temu primerno tudi vedli. Danes je takih plaž vedno manj, sončenje zgoraj brez je vedno bolj redko, naravno odkrito telo pa prehitro pritegne komentar, telefon ali objavo. Del te spremembe je seveda povezan s tehnologijo, ker 30 let nazaj je ta trenutek na plaži večinoma ostal tam, danes pa se lahko vsakdo fotografira, fotoaparati so zelo majhni, dostikrat so že v očalih in vse se lahko snema in v nekaj sekundah je ta posnetek že objavljen na spletu. In tako oseba, ki je bolj telesno odkrita, izgubi nadzor nad lastno podobo in nad tem, kako se bo ta njena podoba uporabljala v prihodnosti. Telo to hitro zazna, poveča previdnost, pogled začne preverjati okolico, dvigne se simpatično stanje in od tistega užitka, svobode in sproščenosti ostane bore malo. Kopalke tako dobijo samo še dodatno zaščitno funkcijo. Seveda so pa telefoni, socialna omrežja, internet in z njimi povezane spremenjene navade pomemben del razlage, ni pa edini. Ker AIQ vedno poskuša pogledati globlje, sploh v telesni del te spremembe. In pri delu z ljudmi seveda se lahko upravičeno sprašujem, koliko je sodobni človek sploh še sposoben ostati v svojem telesu, še težje, koliko je sposoben postati sproščen v svojem telesu, sploh kadar je viden. In še posebej je pa tudi pomembno pogledati drugo stran, in to je, koliko lahko prenese pogled in vpliv druge osebe v okolici, ki je dejansko lahko telesno odkrito sproščena, brez da bi začutil negativen odziv v sebi, lahko rečemo zavist ali pa ljubosumje mogoče, ker začuti, da to, kar ta oseba ima, da njemu manjka in da to pogreša. In koliko dejansko vsak od nas čuti te celostne varnosti pred odkritostjo ali ob odkritosti v trebuhu, prsnem košu, medenici ali pa dihanju, ko nima običajne plasti zaščite, kot so kopalke ali pa brisača. No, to seveda skozi AIQ oči gledam na bolj širok način, na splošen način, kako uporabljamo telo, kam usmerjamo pozornost, kako na nas vpliva pozornost drugih, kako na nas vpliva čas in kako na nas vplivajo tudi medsebojni odnosi. In ko dodamo noter v to vse skupaj še počasno gibanje, zaznavanje, dihanje pa odnose, ga začnemo uporabljati lahko kot učni prostor, in tudi plaža v takem primeru deluje kot učni prostor, kjer lahko bolj natančno opazujemo svojo reakcijo in postopoma razumemo, zakaj se tako odzivamo kot celota, in začnemo razmišljati o tem, kako bi lahko postopoma take odzive spremenili, in vedno bolj razumemo razliko med tem, kako se na nekaj odzove naša zavest in kako se na nekaj odzove naše telo in kako se na nekaj odzove okolica. In ravno ta telesni odziv je pri vsem skupaj ta glavni podatek, ker pogosto pa praviloma razkrije, kaj je globlje, in počasi, če damo telesu čas, tudi razkrije, zakaj imamo tak vpliv. In seveda tudi, kaj lahko mi storimo pri sebi in sabo, da spremenimo odnos tudi okolja do nas oziroma najdemo primeren čas, primerno količino in primeren tempo
ali pa hitrost spremembe in odkrivanja. Ne na plaži, ampak predvsem izven plaže, ker večina ljudi je kljub vsemu veliko več časa izven plaže kot na plaži. Plaža je pa ravno zaradi tega izjemno uporaben učni prostor, kjer lahko v bistvu opazimo v najbolj čisti obliki, kako se na odkritost, na telesno odkritost odzovemo mi kot celota, v odvisnosti od tega, kako se na nas odziva okolica. Ker ko nekdo, kar je pa danes verjetno večinoma skoraj vsak, dlje časa živi pod pritiskom ocenjevanja, primerjanja, kritike, tudi pohvale, nevarnosti, počasi razvije več zaščitnega mišičnega tonusa, ker realno druge izbire telo, še manj pa podzavest niti nima. Ker kadar nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, je treba se s tem ukvarjati, je treba to urediti na takšen ali drugačen način in enako velja tudi za telesno odkritost, za goloto, za to, kaj pokažemo svetu, koliko kože pokažemo svetu, in tukaj potem lahko opazimo, da se pred odkritostjo bojimo ali pa da se bojimo biti bolj odkriti, zaradi tega, ker nas to izpostavlja in sproža lahko kot vsaka odkritost pri nasprotni strani močne odzive, lahko pozitivne ali pa tudi negativne. Samo važno je tudi poudariti tukaj, da tudi močen ali premočen pozitiven odziv okolice na nekaj, kar naše telo naredi, je za telo znak nevarnosti in ga stisne. In na tak način seveda telesno postajamo vedno bolj trši, prsen kost postane vedno manj gibljiv, medenično dno je zaradi tega pod vedno večjim pritiskom, ker se prsen koš ne premika tako, kot bi bilo treba. Hrbet, ki je vmes, postane bolj napet, bolj trd, bolj ali preveč zvit ali preveč poravnan, kar seveda dolgoročno vodi v to, da nimamo dinamično stabilnost, ampak smo stabilni izključno zato, ker smo vedno bolj trdi. In stabilnost, ki jo zagotavljamo pa z napetostjo, je pa izčrpljujoča, in izčrpanost pa odkritost pa ne gresta skupaj. Ker ko smo odkriti, smo bolj izpostavljeni, in če razmišljate, kdaj oziroma kaj oseba, ki je izčrpana, išče izpostavljenost ali umik v neko samoto, v nek mir, v neko osamo, da se lahko spočije, pride k sebi in se spet postavi na noge. Ker taka organizacija seveda nekaj časa nas lahko zelo dobro varuje in pogosto je tudi edina možna zaščita za veliko ljudi, ker predvsem v otroštvu se z njo zaščitimo pred posmehom drugih, naj si bo posmehom zaradi telesnega izgleda, naj si bo posmehom zaradi vedenja, zaradi neprilagojenosti, prehitrega, prepočasnega razvoja. Ker dejansko otroci so takšni, da se posmehujejo vsem, kar ni povprečno. Se pravi, vse, kar je več od povprečja ali manj kot od povprečja, povečuje verjetnost, da bo tarča posmeha. Ne glede na to, ali ste bolj neumni od povprečja, ali ste bolj pametni od povprečja, vedno pride do posmeha. Najstništvo je že itak zaradi hitrega razvoja, zaradi prehoda iz otroškega v odrasli svet polno močnih, še posebej telesnih negotovosti, ker se telo v tem obdobju najhitreje spreminja in te kar naprej preseneča. 2 dni ni enako in seveda, če se nekdo hiter ali prehiter spreminja, ne glede na to, v katero smer, tudi v tem primeru na bolje, je logično, da aktivira negotovost in seveda pride potem do tega, da razvijemo različne travme, različne fobije, različne odvisnosti od tega, kako smo in kakšne trike in pristope uporabljamo, da lažje prenesemo samega sebe. Kot odrasla oseba pa seveda s povišano telesno napetostjo lažje prenesemo okolje, v katerem nas drugi kar naprej ali prepogosto ocenjujejo, nadzorujejo ali pa uporabljajo našo odprtost do drugih, običajno kot naivnost, proti nam samim.
In seveda, glede na vse skupaj, ta zaščita potem logično postane kronična in telo ostaja napeto tudi takrat, ko je okolje vsaj načeloma dovolj varno, lahko ležimo na soncu, pa imamo trebuh v zakrčenem stanju in živčen sistem preveč aktiven, ki non-stop opazuje in preverja, kaj se dogaja okoli nas. Navzven sicer počivamo, na sliki lahko izgledamo umirjeno, znotraj pa poskušamo kronično nadzorovati položaj, ker smo bili tako navajeni in naučeni. In takrat, seveda, če se odpremo ali pa razgalimo, si vzamemo del zaščite in pokažemo trebuh, pokažemo brazgotine, pokažemo gube, pokažemo znamenja, pokažemo dejansko telesno težo, pokažemo povešenosti, asimetrije, vse tisto, kar poskuša kultura ali pa današnja družba s filtri, z obdelavo slik, z Photoshopom in s tem, da nedolgo tega sem delal z influencerjem, kjer je povedal, da na vsako objavljeno sliko posname 300 slik. In seveda javna podoba je potem skrbno izbrana in vsak pa naraj, ali pa ko to kar naprej vidimo na tak način, seveda se ne moremo drugače, kot da se primerjamo s temi drugimi podobami in s tem, kar drugi kažejo, kar pa za sabo potegne, da se ob naravni odkritosti počutimo bolj ogroženega, kot bi to lahko samo z razumom razumeli ali pa razložili. In podobno velja pa tudi za tiste, ki to odkritost, razgaljenost, goloto opazujejo. Ker, kot že prej povedano, sproščenost v okolju zmanjša pritisk okolja na osebo. In če je nekdo ob sproščeni osebi, pade zunanji pritisk na njega in seveda je potem verjetnost, da bo na površino iz njegove notranjosti prišlo tudi tisto, kar je običajno v okolju višjega pritiska skrito, potlačeno pod mišično membrano, večja. In zato je verjetnost, da ko se znajdemo v bolj sproščenem okolju, kar pa FKK plaže definitivno bi morale biti ali pa so od nekdaj bile, sproži in prebudi lastno notranje zadrževanje. Nekdo, ki je celo življenje vlekel trebuh vase zaradi tega, da je na zunaj deloval drugače, ko bo opazoval nekoga, ki sproščeno hodi v morje iz njega, leži, se premika z mehkobo, začel čutiti nekaj, kar je dolg potlačil ali pa porival stran od sebe, in to je, da se ne zna več sprostiti v trebuhu. Enako velja za zadrževana čustva, za zadrževan glas, za zadrževano ali pa nadzorovano spolnost. Lahko ob takem odprtem, sproščenem, resničnem telesu, ki se ne sramuje samega sebe, začuti nelagodje, zavist, pretirano privlačnost, jezo ali pa potrebo po smehu, če tega ne more zaradi lastne čustvene zrelosti, takšne kot jo ima, in travm, ki jih ima potlačene v sebi, ki lahko sploh tudi niso samo njegove, ampak še od njegovih prednikov. To sproščenost in ta naval energije, ki pride iz notranjosti, enostavno ne zna pravilno uporabiti in jo uporabi za to, da drugemu prizadene bolečino, podobno, kot je bila njem prizadeta bolečina v preteklosti. Kar ga seveda na noben način ne opravičuje za tako vedenje, pomaga nam pa razumeti, kaj lahko čutimo, ko smo na plaži ob določenih osebah, ko gremo mimo njih ali pa grejo one mimo nas, kaj vse se dogaja v njih, kaj se vse dogajalo v njih in tudi v nas. V tem lažje razumemo svoj odziv in tudi to, koliko se bo nas taka stvar dotaknila, hkrati pa še vedno dovolj trezno in razumno razmišljamo o lastni varnosti, o tem, ali provociramo, ali izzivamo ali ne. In seveda, pomembno je tudi to sprejeti, da pač ta bolj sproščena oseba drugemu skozi svojo sproščeno pokaže možnost, ki bi jo lahko tudi on imel ali ona imela, če bi v preteklosti bilo njegovo ali njeno življenje drugačno. In podobno se
pogosto nažalost zgodi tudi, ko so okrog nas otroci, ker so bolj sproščeni, so bolj razposajeni, so bolj otroški in nam enostavno grejo na živce, zaradi tega, ker sami nismo bili taki ali pa nismo več taki. Seveda, vedno pa so zraven tudi kontrasti in tudi današnja kultura in stanje, kot sami dobro veste, kaže ogromno gole kože, hkrati pa ustvarja vedno manj sproščen odnos do običajnega telesa, zaradi tega, ker je večina podob, ki jih vidimo, izbranih, celo umetnih, popravljenih, dodatno osvetljenih, filtriranih, postavljenih tako, da se pač nekaj prodaja, in če se nekaj prodaja, mora biti popolno, tako kot sadje v trgovini ali pa zelenjava. Če ni čist super, ker pač se ne prodaja in ostane. In seveda tudi potem tukaj telo postane en predmet, ki mora doseči določeno merilo, in če ga ne, ga pač poskušamo popravljati s filtri, na plaži pa filtrov pač ni. In ko takšen pogled vedno bolj prevladuje, kar je pa zaradi dolgega obdobja dominance leve možganske polovice se pač neminovno zgodilo in se zdaj počasi, upam, da zaključuje, začnemo tudi sebe opazovati po delih, gledamo, kakšen imamo trebuh, kakšne so prsi, kakšna je koža, zadnjica, koliko imamo mišic, kakšne so gube, kje imamo brazgotine, kje ne. In se ta celota osebe, ki jo gledamo skozi levo možgansko polovico, izgubi zaradi tega, ker desna možganska polovica nima dovolj vpliva, ampak vse skupaj postanejo neki posamezni deli, ki so eni bolj, drugi pa manj primerni, in ta razgaljenost potem pogosto postane izpit, ali smo se dovolj uredili, ali smo se dovolj spremenili, ali smo se dovolj transformirali ali pa zamaskirali, da smo sprejemljivi najprej drugim, potem pa seveda tudi sebi. Na FKK plaži je pa seveda bi moral telo imeti drugačen pomen. Tam je lahko naravno telo, ki diha, plava, hodi, se pa stara, postaja povešeno, pokaže vpliv gravitacije, počiva, čuti toploto, čuti svobodo, čuti ugodje, se sprosti. Težava pa je tudi v tem, da sproščenost zahteva določeno čustveno zrelost, ker če ne, se lahko iz sproščenosti spremeni v evforijo. Evforija se pa lahko hitro spremeni v apatijo, depresijo, poškodbo, travmo, razočaranost ali nas ali pa nekoga drugega, ker smo mi zaradi izgube nadzora nad lastno svobodo nekoga drugega spravili v travmo ali pa v nemoč. In posledično seveda potrebujemo dovolj notranje varnosti in okolje, ki spoštuje mejo. Seveda je pa problem v tem, da če hočemo spoštovati mejo drugih, moramo najprej imeti postavljene lastne meje. Če hočemo pa imeti postavljene lastne meje, moramo pa čutiti sebe in vedeti, kje smo. Ker če ne vemo, kje smo, ali pa kakšni smo, ali pa imamo popačeno dojemanje sebe zaradi SMA pa SMZ, je seveda težko postaviti mejo, in potem te meje so ali preveč na blizu postavljene in smo preveč zaprti, preveč sramežljivi, ali so pa preveč na široko postavljene in nimamo nobenih meja, kako se vedemo do drugih, in seveda s tem druge spravljamo v stisko. Potem hitro pride do predolgega pogleda, do posmehljivega izraza na obrazu ali pa do skritega fotografiranja, zato da nekomu vzameš njegovo svobodo in ga s tem zlorabiš, v bistvu postane skoraj neizogibno. Seveda so pa tudi tako kronična zaprtost v telesu, ki postaja, ko razmišljamo o tem, vedno bolj logična posledica in edino pametna stvar, ki jo lahko naredimo, se pokaže na več področjih, tako na telesu kot na odnosih. Ta kronična zaprtost zahteva kronično povišano mišično napetost, ta pa potem naredi bolj plitek dih. Enostavno oseba, ki je bolj mišično napeta na stalen, kroničen način, ne more imeti globoko dih, ne more imeti globok izdih kot nekaj naravnega, dinamičnega, stanju primernega, ampak lahko globoko vdihne in izdihne samo, če se za to posebej pripravi in vloži dovolj zavestnega napora, da naredi globok vdih in izdih, kar naj bi bil znak sproščenosti. Ampak če moramo vložiti napor, da zato, da sproščeno vdihnemo in izdihnemo,
pa pač to ni sproščeno dihanje. Potem seveda ramena počasi vedno bolj višje dvignemo, zaradi tega, ker se trebuh in trebušna votlina premalo premaknejo v horizontalo, se trebušna prepona premalo premika v vertikalo, in ker se premalo premika trebušna prepona, se mora v tem primerno, zaradi to, da lahko sploh dihamo, dvigati in spuščati ramena, kar obremeni vrat, kar obremeni čeljust, kar obremeni medenico, ki potem vse skupaj tako vrat, čeljust, s tem obraz, medenica, s tem hoja, zgublja mehkobo in prilagodljivost. Ker je to kronično, ostaja tako, tudi ko počivamo, lahko sedimo, ležimo, smo na dopustu, mišice še vedno opravljajo zaščitno delo, ustvarjajo preveč energije, ki jo dejansko ne potrebujemo za to, kar ne bi delali, in pa je potreba potem, da več hodimo, več tečemo, več plavamo, več kolesarimo. Smo dejansko pravi Slovenci na dopustu, ker smo veliko bolj aktivni, ko nismo na dopustu. Logična posledica, da nekam to energijo moramo dati, ker drugače damo pa v vročino, v opekline, v vnetje, v poškodbe, v prepire, v slabe odnose, v alkohol in preveliko hrane, zato da se vsaj na nek način umirimo in razbremenimo. Kar poved za sabo potegne pa seveda tudi več utrujenosti, slabše spanje, več jutranje trdote, manj občutka, da smo se dejansko spočili in da imamo več energije, in potem pogosto pride do podopustniške depresije oziroma do tega, da potrebujemo dopust po dopustu, kar me včasih spomne na tisti vic od Črnogorcev, ki je imel zraven pojsle stol, zato da ko se je vstal, se je malo usedel, da se je spočil od tega, koliko je spal. In ta povečana napetost v trebuhu in medeničnem dnu seveda potem vpliva na odvajanje tako vode kot blata, vpliva močno na spolnost, ali je spolnost nežna, mehka, spontana in avtentična ali groba, pornografska. Vpliva na hojo, vpliva na sedenje, vpliva na to, kako premikamo kolke, kakšna je mehkoba gibanja kolkov. Par dni nazaj sem videl enega gospoda, ki je z laksarco kosil brežino, starejši gospod, tam 75-80 let, in ga je bilo prav užite gledati, kako se je v bokih zibal, zato da je z laksarco šel lepo gladko nad tlemi, in si videl, koliko je mehek in koliko v bistvu obvladuje, čuti telo, kar danes izjemno redko vidim tudi pri ljudeh, ki se ukvarjajo s plesom ali pa s kakšnimi dejavnostmi, kjer bi pričakoval, da imajo medenico in kolke pod nadzorom, mehke in v flowu. Seveda, vse skupaj potem pride tudi do tega, da se pri spolnosti stvari zakomplicirajo, ker v bistvu spolna bližina zahteva določeno stopnjo telesne odprtosti, določeno stopnjo prepuščanja, predajanja, zaznavanja, in če oseba na telesni ravni bližino povezuje z ocenjevanjem ali pa izgubo nadzora, seveda lahko tudi med spolnim stikom ohranja preveč napetosti in s tem zmanjša užitek, zmanjša potenco, zmanjša občutljivost, zmanjša sposobnost jasnega izražanja želje ali meje, kar pa seveda potem vpliva na medsebojne odnose. In na tak način tudi ta kronična napetost, ker zmanjša parasimpatično stanje, zmanjša vpliv desne možganske polovice, zoži sposobnost zaznavanja, kasneje začutimo utrujenost, gremo prej v izčrpanost, kasneje ali pa nepravilno zaznamo lakoto, odpor, jezo, privlačnost, potrebo po umiku, in če ta podatek pride prepozno, pride do odziva, ki ga najprej ni, potem je pa premočen, dolgo prenašamo določen pogled, dotik, pripombe, potem pa ali se zapremo, umaknemo ali pa pretirano odzovemo. In seveda, višja mišična napetost pač zmanjšuje sposobnost, da imamo prehod med držljajem pa odzivom, in če je te napetosti veliko, kar je pa danes praviloma je, telo reagira veliko hitreje, kot lahko zavest preveri sedanja dejstva, in potem naše življenje vodi telo s podzavestjo, zavest je pa nek sopotnik, ki se nekje iz zadnjega sedeža ali pa včasih celo sedi noter ali pa je noter v prtljažniku, kaj pove. Zdaj, če ga pa oni od spredika dejansko šofere avto slišijo pa upoštevajo, je pa tako občasno. In ko zajekujem to,
postopoma začnete zaznavati, se zavedati in se odpirati med vajem najprej samemu sebi, potem pa primerno in preudarno tudi drugim, se seveda poglobi dihanje, dobite več širine, več časa in s tem se med vplivom okolja na vas in med odzivom na okolje pojavi več časa, kar vam pa omogoča, da spreminjate tako odnos do sebe kot odnos do drugih, ker ne morete spreminjati odnosa do telesa, če ne spreminjate tudi odnosa do drugih in potem seveda partnerju, otroku, sodelavcu, prijatelju, neznancu na plaži lahko telo drugače organizirate in niste sam na zunaj mogoče vidno sproščeni, ampak ste tudi vedno bolj sproščeni, bolj globoko. Hkrati pa seveda, če tega ne naredite, težje pokažete dejanske občutke, dejansko potrebo, privlačnost, negotovost, žalost. In potem taka oseba, ki tega ne naredi, pretirano uporablja oblačila ali pa neprimerno uporablja oblačila, humor, intelektualiziranje, pretirava z urejenostjo, pretirava s fizično močjo, zunanjim izgledom, razvije narcistično vedenje do sebe pa do okolice, doda potem pogosto še hladnost kot dodatno plast zaščite. Potem je taka oseba lahko razgaljena, lahko je odkrita, vidiš pa, da dejansko je v oklepu in da poskuša biti čim bolj idealizirana, zato da ne bi našli na njej nobene napake, seveda potem pa zgublja stik z realnostjo in dela vedno več napak, vedno bolj žalostna, razočarana in poškodovana. Na tak način se seveda hitro zgodi, da ostanemo preveč odtujeni, preveč sami, partner lahko čuti, da je telo prisotno, dostop do telesa pa omejen, na drugi strani pa imamo lahko seveda tudi pretirano odprtost brez pravih mej, oseba se pretirano razkrije, preveč pove, prehitro dovoli bližino, ker želi biti sprejeta, kasneje pa seveda čuti sram, izkoriščenost, jezo in se potem ciklično odpira preveč in se potem preveč zapira in na tak način enostavno ne pridemo nikoli na zeleno vejo. Tukaj tole vidimo tudi v odnosu do golote, nekdo lahko vse razkrije in hkrati nadzoruje, kam drugi gledajo, drugi uporabljajo recimo razgaljenost kot dokaz, da je svoboden, da je privlačen ali pa da se upira nekim normam. V obeh primerih pa telo v resnici še vedno vodi stara potreba ali po pretirani kronični zaščiti ali pa po pretirani kronični potrditvi. Ker zrela odprtost ima pa drugačno lastnost, ker tam pa oseba lahko izbere, koliko pokaže, komu, kdaj, v kakšnem okolju, se pravi kontrolira dozo, tempo in timing, lahko pogled sprejme, če je spoštljiv, lahko pa dovolj zgodaj zazna, kakšna je in koliko je vsiljiv, se zaščiti, uživa v bližini ter hkrati ohrani mejo, zraven ima pa tudi kvaliteten partnerski odnos, da je vedno v paru, da je lahko zaščitena, ne zato, ker se boji, pa mora biti z nekom, ampak zato, ker želi biti z nekom, ker se ob njem počuti dobro, je spoštovana in mu zaupa ali ji zaupa in se vede odgovorno tako do sebe kot drugega. Ker v bistvu je, da razumemo, da pač zdravo telo ni ves čas odprto, prav tako seveda tudi ni ves čas zaprto, ker zdrava odprtost je dejansko tista, ki je dinamična in telo se ob tej varnosti, če je primerna, če je dinamična, lahko zmehča, ob nevarnosti se pravočasno zaščiti in napne. Ko nevarnost mine, se pa spet začne sproščati. In tako delovanje lahko seveda opazujemo in uporabljamo v vsakodnevnem življenju in ustvarimo dinamično membrano, ki se prilagaja dejanskemu položaju. Zato cilj tega videa ni, da bi bilo več golote na plažah, ker golota sama po sebi še ne dokazuje, da je oseba telesno in čustveno zrela. Enako velja tudi, kakšne kopalke zberemo, kakšna oblačila imamo, koliko smo zasebni, ker pomembna je dejansko svoboda izbire. Svoboda je pa nekaj, kar moramo uporabljati odgovorno. Odgovorno pa lahko to uporabljamo, če to prihaja iz jasnega telesnega občutka, sedanjih dejstev in tudi jasne osebne meje, ki mora biti najprej jasna osebi v svoji notranjosti, da lahko jasna tudi drugim. In seveda višja telesna zrelost
omogoča, da kopalke oblečemo brez sramu, brez potrebe po skrivanju, ob primernem času, na primernem kraju, v primerni družbi. Seveda lahko jih pa tudi odložimo, brez da dokazujemo sebi ali drugim nekaj, in da odločitev te osebe ostaja skladna z okoljem, lastnim občutkom in posledicami. Koliko pri tem AEQ pomaga, da lahko plažo uporabite kot učno okolje in v bistvu bolj jasno dojamete, kakšna je vaša trenutna celostna odprtost ali zaprtost. Pri AEQ somatiki začnete z učenjem zaznavanja telesa, s počasnimi gibi postopoma opazite, koliko napora uporabljate v katerem delu telesa, in se učite dejansko razlikovati med napetostjo, ki jo dejansko potrebujete, in napetostjo, ki jo imate vključeno že odprej ali pa preventivno iz navade. In na tak način z vajam in razlagam v bistvu učite in razvijate bolj natančno opazovanje, bolj natančne izvedbe z več jasnosti, z več občutka, z manj sile, in na tak način seveda ohranite ali pa izboljšate, kako dihate, koliko ste pozorni, kakšen imate občutek opore. In ko se to vse skupaj začne izboljševati, prej začutite trenutek, v katerem se začnete in odpirati in zapirati, in lahko opazite, kakšen pogled vas odpre, kakšen pogled vas zapre, pri kom najprej zadržite izdih, pri kom stisnete zadnjico, potegnete trebuh noter ali pa dvignete ramena. In ta podatek, če ga prej začutite, omogoča pravočasen popravek in ustvarja več časa med ražljajem in med odzivom. In seveda prepreči, da greste v preslab ali premajhen ali pa premočen obramben položaj in napetost. AEQ dihanje doda temu še potem razumevanje ritma. Oseba lažje in bolj razume, kaj pomeni vdih, kaj pomeni izdih, kaj se zgodi, ko smo izpostavljeni, kaj se zgodi, ko smo izpostavljeni kritiki, bližini, privlačnosti, in posledično skozi razumevanje in vaje razvija sposobnost, da ob občutku ostane prisoten, hkrati pa ima dovolj dolg izdih in jasen glas. Ker na tak način dih in dihanje postane pravo merilo, v kakšni fazi in do kjer odprtosti lahko greste in zmorete. In na tak način seveda vplivate tudi na AEQ odnose ali pa uporabo AEQ odnosov, ker v bistvu tam pa prenesete spremembo ali pa izboljšanje stika s sabo v boljši stik z drugimi. Prej se naučite povedati, da ji določen pogled, komentar ali dotik ne ustreza. Učite se sprejeti bolj prijeten stik, brez da se avtomatsko umaknete kot prej, in meja postane vedno bolj pod vplivom sodelovanja tako telesa kot podzavesti, kot zavesti, tudi glasu. In seveda ne potrebujete potem te meje pretirano ali pa premalo vzdrževati z preveč ali pa s premalo mišične napetosti. Učite se pa seveda tisto, kar je najbolj pomembno, da te spremembe potekajo v majhnih dozah, ker najprej opazite telo doma pred ogledalom, opazite, koliko vam gre na živce, koliko vam je všeč, kdaj, na kakšen način. Potem greste v kopalke pa preverite, koliko se napne, če vas pogleda nekdo, ki ga poznate, potem koliko se napne, če vas pogleda nekdo, ki ga ne poznate. Seveda potem pa vedno lažje, z vedno več izkušnjami izberete okolje, kjer je dovolj varnosti in spoštovanja, da se lahko telo umiri in da lahko spoznate, ali je to v redu ali to ni v redu, in s tem učenjem dobite več izbire, več zaznave in bolj primernejšo mejo. S tem se pa seveda tudi kronična napetost zmanjšuje in se proti površini premaknejo občutki, ki so bili prej skriti pod to zaščito. Sram, žalost, jeza, strah, potreba po meji ali pa določen spomin na staro ponižanje pridejo bližje zavesti, ker telo ima še zmeraj svojo zgodovino in smer, ki jo pa lahko počasi spreminja, in zato pri AEQ-ju se to naredi postopoma, skozi ponavljanje in dovolj majhno dozo, da ta odprtost lahko ostane in se poveže tudi s čustveno zrelostjo. Tudi, glih zaradi tega so FKK plaže pa sončenje zgoraj brez manj prisotni, ker je današnji človek dejansko bolj izpostavljen pogledu in hkrati veliko manj varen v lastnem telesu, ker brani z visoko napetostjo, ki jo lahko tudi vzdržuje zaradi dovolj energije. Telefon je jasno sam povečal možnost zlorabe naše podobe. Kultura primerjanja, v kateri živimo, če nam je to všeč ali ne, je povečala verjetnost in moč ocenjevanja.
kronična mišična napetost pa je zmanjšala sposobnost, da bi bili sproščeni in vidni. Tako da je pomembno, da razumemo, da odprtost postane zdrava takrat, ko se lahko prilagaja, da se človek ob varnosti odpre, ob pritisku pa postavi mejo in na koncu nevarnosti ponovno popusti, ker na tak način telo ostaja mehko, hkrati močno, sprejme toploto, bližino, pogled, pri tem se pa seveda pol ohrani dostojanstvo, izbira, vpliv. Na tak način vas AIQ uči, da telo lahko uporabljate z več zaznave, dihate z več mere, glas ima več jasnosti in imate odnose z več odgovornosti in potem kopalke ali pa golota izgubijo vlogo dokazovanja svobode, ampak začnete svobodo pokazati s tem, da lahko zberete v določenem trenutku tisto, kar je za vas primerno in ob tej izbiri ostanete dovolj mirni, prisotni in povezani s sabo. Pa lepo poletje vam želim.